Živa filozofi. Jaz sem sicer Janin in tole sicer oddaja Popotnik, ampak mi se bomo danes pogovarjali bolj o filozofskem potovanju. Imamo pa eno imenitno filozofinjo tamle zadaj, ki jo morda že poznate, ime je pa Antigona. Živijo. In je, živa, in je modra kot le kaj. Vi si morate pa predstavljati, kako nekaj izgleda. Podobna bolj recimo Afroditi, ali bolj Ateni, ali bolj Antigoni, ali komu. Skratka, mogoče jo bomo kdaj predstavili, ampak za danes bo ostala še misteriozna. Kar pa ta hip ni bistveno. Bistveno je to, da bomo pogledali malo naprej po grški filozofiji. Nekaj grških filozofov že poznamo, danes se bomo pa lotili mogoče celo najimenitnejšega, ki mu je ime Platon. Si ti že kdaj kaj slišala o Platonu? Sem že v srednji šoli. Bistveno več kot pomislite, ampak danes se ne bomo pogovarjali toliko o tem. Nekaj drugega bova začela najprej. Kaj misliš, kaj je to bistvo nečesa? Recimo, če ti bi vprašal za kakšen pojem, naprimer pojem miza. Kaj je tisto, po čemer ločimo mizo od česarkoli drugega? Kaj je bistveno za mizo? Da je uporabna, Dobro. da nekaj gor postaviš. V čem je pa različna recimo od postelje? Kaj ima tazga bistvenega, da tako je miza, kot ti opišeš, ne pa nekaj tretjega? Je, da lahko gor krožnike postaviš. No. Se pravi, biti mora dostopna vsaj z ene strani, če že ne z vseh štirih. Fajn je, da ima ravno ploščo. Mora imeti 4 noge. Ni nujno. Ni nujno. Lahko ima 1 nogo, lahko ima 3, lahko jih ima celo 6. Se pravi, to ni bistveno. Ne. Kaj je potem bistveno za mizo? To, da ima ravno ploščo, Ja. na katero lahko postavimo, da je primerno velika za nas, pa da je dostopna. Tako. Dobro, to je pojem mize. To ni tako težko. Kaj pa če bi vzeli kaj bolj kompliciranega? Kaj pa človek? V čem pa ločimo človeka od česarkoli drugega? Da ima razum. Okay. Kot prvo živo bitje je, ne? Ja, seveda. Ni hrast recimo ali pa jelen. Ja. Kakšna je pa glavna razlika med jelenom in človekom? Da človek govori. Dobro. Pač, Ja, pa se jeleni tudi govorijo na ja, nek ampak način. na svoj način. Da znajo razmišljati, se mogoče znajo tudi jeleni. Okay. Pa mi to še ne. Mogoče. Kaj pa če mi narišemo človeka? Tista risba je potem človek ali ni? Ali pa če ga fotografiramo? Je tista fotografija človek ali ni? Če je na fotografiji človek, Ja. ja. Če ga fotografiramo kot Ja, človeka, okay. Bistvena razlika med eno fotografijo pa enim človekom. Recimo, da ni. Okay. Grki so se zelo radi spopadali s takimi vprašanji. Enkrat so razpravljali, pa so rekli, da je človek živo bitje, ki hodi po 2 nogah, ki nima niti perja, niti dlake, razen las. In so rekli, to bo že kar dobra definicija. Nekaj je naslednjič, ko so se spet dobili, je eden prišel z oskubljenim petelinom pa rekel, evo ga vaš človek, ta tudi hodi po 2 in tudi nima dlake in nima perja. Kaj zdaj, po čem bomo ločili človeka? Kaj pa recimo tisti človek, ki je že umrl? A je še človek? Recimo, da je pred 5 minutami umrl. Ja, če rečemo, da je duša zapustila telo, potem Ampak nekateri sploh ne priznavajo duše. Kaj pa s temi? A je mrtev človek še človek? ne, potem je samo še telo. Kaj pa tisti človek, ki se še ni rodil? A je že človek? Ja, Kaj pa, če je šele 2 dni od odploditve dalje, pa je samo ene par celic? Je to že človek? ne, takrat, ko se mu razvijajo po moje vsi organi, a ne, ko se začne gibati. Čeprav, če jim začne po maternici rogovelc, takrat je že človek, predtem pa ne. Ja, Čeprav ima takrat še rep, zelo kratke noge pa roke, ampak je že človek. ja. Dobro. Star je, se da razlagati na več načinov. No, Platon se tega lotil tako. Pravi, da
za človeka sploh ni bistveno, niti je moški ali je ženska, ali je velik ali je majhen. Če mu odsekamo eno nogo, še vedno človek, če mu odsekamo še obe roke, pa tudi še vedno človek, pa obe noge, pa še rame zraven, pa ne vem kaj še vse, pa še kar vedno človek. Kaj je zdaj tisto, kar človeka dela človeka? Samo glava ali kaj? Pa še na glavi, kaj pa če nima nosu recimo, ali pa če nima ušes. Ja, razmišljam. Razmišlja, kaj pa tisti, ki so psihično prizadeti, pa ne razmišljajo. Tisti, ki so upisani v evidenco, da se rodijo. Aha, evidenca je tista. Evidenca je bistvena. Ja. Okay. No, Platon se je čisto drugače lotil vsega tega. Pravi, da poleg našega sveta obstoja še en drug svet, ki je bistveno višji kot naš. Imenuje se svet idej, ali pa svet pojmov, če hočete. Tam so vsi pojmi, ampak samo po eden za vsak pojem. Recimo tam je en sam človek, ki niti moški, niti ženska, niti velik, niti majhen, niti črn, niti blond, niti nič od vsega tega. Mi smo pa nepopolni posnetki tistega človeka, ki je tam v svetu idej. In tisti človek ima vse, kar je bistveno za človeka, se pravi vse končine in možgane in tako dalje, ampak ni take oblike, kot so posamezni ljudje na tem svetu, ampak je popoln. Tako popoln, da si tega pravzaprav niti predstavljati ne more. In poleg tega v tistem svetu je ena sama miza, ena sama postelja. Prej smo rekli miza, kaj pa če recimo vzameš en zaboj, pa ga postaviš na tla, pa se usedeš zraven pa ješ. Je to pol miza. Ja. V tem primeru je, ampak če je sicer zaboj, ampak ima funkcijo mize. Tako. Skratka, nič ni prav zelo opredeljeno. Opredeljeno je pravzaprav tako, kot je Platon rekel. Pojmi so v svetu idej. En sam pojem za vsako stvar, ki je v našem svetu, in tisti svet je tako popoln, da se sami niti ne moremo predstavljati, kako. A si ti že kdaj slišala za prispodobo votline? Sem malo pozabila. Malo se pozabila. No, mi smo tudi že pozabili in zaradi tega bomo za danes zaključili. Vi zdaj seveda globoko razmišljate o vsem tem. Če imate kakšno modro idejo glede na vse to, kar smo mi danes povedali, napišite spodaj v opombah. Kaj je s tisto votlino, bomo pogledali po prihodnjič. Adijo.